Pravljični kotiček z Diano na Timi, Kids TV. Dober večer, otroci. Čas je za pravljico. Danes Piki Pikici pomagamo poiskati mesto. S skupnimi močmi nam bo zagotovo uspelo. Ste pripravljeni? Nova dogodivščina je pred nami. Soj sveče odganja temne prste noči. Stari pisatelj piše pravljico. Samo še malo manjka do srečnega konca. A starec je že tako zaspan, odplava v svet sanj, ko s peresa kapne še poslednja kapljica črnila. Čof! V zgodbi pristane drobna pikica. Široko zazeha in zaspano vpraša: Kje sem? Le kje? Sredi besede črkujejo razburjene črke. To je naša družina. Ali lahko ostanem pri vas? Prosi pikica. Ne moreš, odkimajo črke. Ti nisi črka, ti si ločilo. La, le, li, lo, lu, ločilo? Zmedeno ponovi pikica. Kaj je to? Pa si res padla z neba, se smejejo črke. Ločila skrbijo za red med besedami. Brez njih bi bila zgodba brez repa in glave. Pikica izgubljeno pogleda naokoli. A kam naj grem? Poiskati moraš svoje mesto, svetujejo črke. Samo sledi toku zgodbe, zagotovo ga najdeš. Pikica se zahvali za nasvet in pokuka na naslednjo stran. Kar ne more se načuditi, toliko različnih črk, toliko različnih besed, a mesta zase pikica ne vidi. Stoj! Vzklikne kot palica ravno ločilo. Predstavi se. Pikica kar poskoči od presenečenja. Sem Pikica, plaho zajeclja. Izgubila sem se. Jaz sem policaj, klicaj, veli ločilo. Pazim na vse navihane črke. Povsod naokoli se igrajo razposajene črke. Skačejo, vriskajo, prevračajo kozolce in kar pokajo od smeha. Frrrr! Policaj, klicaj s polno sapo zapiska na piščalko. Brž nazaj v vrstico, pa brez norči. Tudi Pikica bi se rada tako zabavala. Ali se lahko igram z vami? Neučakano vpraša. Ne moreš, je odločen klicaj. Ti si Pika in Pika. Najti moraš svoje mesto. Kakšno strašno razočaranje. Pikica se potrto odpravi naprej. Koliko časa bo še tavala po zgodbi? Kam greš, Pikica? Zakaj si žalostna? Zaskrbljeno vpraša vprašaj, kje kaj, zvit pod težo vseh vprašanj tega sveta. Le kako naj najdem svoje mesto? Obupano potoži Pikica. Kaj vi veste, kje se skriva? Kdo bi vedel? Si vprašaj, kje kaj, pogledi dolgo belo brado. Vsak da išče svoje mesto. Čemu pa ga ti? A tega Pikica ne ve. Komu sploh pomagajo vsa ta vprašanja? Zmaje z glavico. Kar naprej pojdem. Na poti že najdem kakšen odgovor. Skače čez presledke in pleza iz vrstice v vrstico. Katero mesto je pravo zame? Se zamišljeno sprašuje. Le koga še lahko prosim za pomoč? Poglej, tam sedi še ena Pika, okrogla gospa pikolovska. Zagotovo mi bo znala pomagati, se razveseli Pikica in pomaha. Pozdravljeni, sem Pika, Pikica. Kaj takšnega pa še ne, je ogorčena gospa pikolovska. Brž se vrni na svoje mesto,
Pika potepuška, nikjer ga ne najdem. Pikica zardi od zadrege, vendar vseeno polna upanja vpraša: ali vam lahko kako pomagam? Ha, kakšna domišljavost! Prav nobene pomoči ne potrebujem, gospa priviha nos. Vedno imam zadnjo besedo. Sedaj Pikica ne ve več nekod, nekam. Potoči debele solze. Nikar ne jokaj, Pikica, se omehča gospa Pikolovska. Stopi mi na ramena in se razglej. Mogoče pa le zagledaš svoje mesto. Pikica se skobaca na gospo Pikolovsko. A kaj je to? Zdaj gospa ni več Pika in tudi Pikica ni več samo Pika. Skupaj postaneta dvopičje, novo čudežno ločilo, kjer lahko domuje še več besed. Gospa Pikolovska samo debelo gleda. Pikica pa je presrečna. Juhu, poglejte me, nisem več le Pika. A zdaj postane zelo, zelo radovedna. Kaj vse še lahko postanem? Prijazno se poslovi in urno smukne na naslednjo stran. Teče, skače in nazadnje le še stopica. A besedam ni in ni konca. Pikica je že pošteno utrujena. Počivaj malo, saj si že čisto brez sape. Pikici svetuje prijazna neznanka. Hvala lepa, se Pikica hvaležno ustavi. Kdo si pa ti? Jaz sem vejica žejca, ki pomaga na dolgi poti, da lahko bralec ujame sapo, na dolgo pojasni. Kako zanimivo, ti lahko pomagam? Vpraša Pikica. Nemogoče, podvomi vejica žejca, saj sva čisto drugačni. Vse je mogoče, le poskusiti je treba, pomežikne Pikica in stopi štupo ramo. Neverjetno! Skupaj postaneta podpičje. Tu lahko bralec počiva še dlje, a radovednost Pikici še vedno ne da miru. Le kaj še lahko postanem? Vejici žejci pomaha v slovo in obrne naslednjo stran. Toda, ojoj, kot bi odrezal, zmanjka besed. Pikica ne vidi nobenega prostora zase. Tudi tukaj že sedita dve majhni Piki. A Pikica se ne vda, zbere ves svoj pogum. Zdravo, sem Pika Pikica in iščem svoje mesto. Kje pa hodiš tako dolgo, Pikica? Vzklikneta Piki. Sva Pik in Pika. Že celo večnost te čakava. Pikica je tako presenečena, da ostane brez besed. Naš stari pisatelj je že skoraj dokončal zgodbo, reče Pik. Manjkaš samo še ti, doda še Pika. Pridruži se nama. Pikica je presrečna. Zgodba je bila strašansko dolga, polna težkih vprašanj in nepričakovanih odgovorov. A zdaj je končno našla svoje mesto. Udobno se namesti poleg Pika in Pike. Poglej, poglej! Kakšen razgled! Pred Pikico se razprostira nepopisan list, brezmejnih, novih doživetij. Skupaj postanejo tropičje, ločilo brez konca. Vsak konec pa je priložnost za nov začetek. Otroci, veste, da je pisatelj Primož Černelč magister arhitekture, ampak namesto hiš raje gradi domišljijske svetove. In danes smo pokukali v enega izmed njih. Upam, da vam je bila pravljica všeč, ker je čas, da hitro, hitro zaprete oči, z mehko dekico se pokrite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, poljubček in lahko noč. Dober večer, otroci. Čas je za pravljico. A preden začnem s pripovedovanjem, me zanima, če ste morda gledali film Gospodar prstanov.
Če ga niste, potem si ga oglejte, ker prav tam bi videli deželo, kjer je živel Frodo Bisagin. In kdo je Frodo Bisagin? Junak Gospodarja prstanov. Kakorkoli že, film omenjam zaradi podobnosti s to pravljico, kajti dogaja se prav v taki deželi, kjer so vsi grički enako zeleni in enako veliki, kot bi bili napihnjeni s tlačilko za gume. Ali kot je napihnjena najnovejša vijolična čokolada, ki jo danes reklamirajo po televiziji. Pa ta podobnost še ni vse. Tudi ime glavnega junaka je podobno. Naš junak se imenuje Frido Bosagen. Med zelenimi malimi griči, med svežo zeleno travo in globoko v kotanji je živel glavni junak te pravljice. Stanoval je v zajetni čaši svoje matere, cvetlice, kačje rože, natanko take, kot rastejo tudi na našem Krasu. Ta roža je bila čudovite rožnate barve. Frido Bosagen pa je bil majhno zrno, ki se je skupaj s svojimi brati stiskalo na rumenih pecljih. V nekakšni vrečki. Skupaj s pecljem so vrečke štrlele izpod materinega košatega krila in kukale v zibajoče se travnate bilke. Joj, vseh bratov je bilo kakšen milijon, saj bi jih Frido preštel, a vsakič, ko je prišel do številke 32, ga je nekaj zmotilo. Največkrat je ravno takrat dozorelo kakšno novo zrno in so se vsa zrnca morala premakniti, da bi mu naredila mesto. Vsi njegovi bratje so bili rumeni in tudi on je bil rumen. Prav take barve, kot je domače kokošje jajce. Sestre pa so bile samo 3 in vse 3 zelene barve, toda bile so večje kot vsi rumenci skupaj. Nekega dne je Frido Bosagen otrpnil od strahu. Nenadoma je nekaj zahreščalo. Vrečka, ki je bila videti kot nekakšna kapsula, je bila namreč prepolna in razpočila se je kakor vodni balon. Vsi njegovi bratje in tudi on sam so se za nekaj trenutkov zavrtinčili v zraku. Lebdeli so in lebdeli, saj so bili lažji od zraka. Diši kot po sveže opranem perilu, je pomislil Frido Bosagen. Spiralasto se je zavrtinčil in padel na pecelj, kjer so se prestrašeno stiskali tudi njegovi bratje. Komaj se je dobro namestil, že je zaslišal zvok, ki ga je spominjal na bližajoči se helikopter. Tak, kot ga slišimo v vojaških filmih. In kmalu je zagledal črno kosmato palico, ki se mu je nevarno približala. Skoči name, mu je rekla. In Frido je skočil in se trdno oprijel palice. Čudno, zelo čudno. Od kdaj pa palice govorijo, je zagodrnjal Frido Bosagen, ko je nazadnje videl ogromno rožnato krilo matere, ki je postajalo vse manjše in manjše. Potem pa se mu je odprl prelep pogled na travnato senožet, kjer je bilo med travo vse polno grmičkov kril, podobnih, kot je bilo mamino. Tako se je Frido trdno držal za čebelino nogo in radovedno opazoval svet. Čebela pa je medtem brenčala tako na glas, da si je moral zatisniti ušesa in ni razumel, kaj govori. Nažalost je bilo izleta prekmalu konec. Iznenada se je čebela premislila, zamenjala smer letenja in se silovito spustila proti zemlji. Fridu Bosagenu se je zavrtelo v glavi in zdelo se mu je, da je zaslišal. Premalo nektarja sem nabrala, ali nekaj podobnega. Naslednji trenutek se je znašel v cvetu enake barve, kot je bilo mamino krilo. Pomislil je, da je pristal doma, toda imel je zelo prefinjen nos. Cvet je lepo dišal, a vendar drugače kot mami.
Saj tudi barva njenega krila je bila za odtenek drugačna, če si dobro pogledal. O, poglej, poglej, kdo je prišel k nam na obisk, je rekla zelena nimfa. Tudi v tej hiši so imeli natanko 3 deklice, ki so poplesavale v krogu in se ves čas hihitale. Fridu je bila najbolj všeč ta, ki ga je nagovorila. Ali se lahko pridružim plesu, je vprašal in nimfe so mu prikimale. Čebela je zastrigla z nogama in Fredo Bosagen je spet zalebdel v zraku. Imel je srečo, kajti pristal je natanko ob nimfi Fridi, ki ga je prva nagovorila. Od tistega dne dalje sta postala nerazdružljiva prijatelja. Ves čas sta tičala skupaj, se pogovarjala in razmišljala o skupnem domu. Frido je navdušeno pripovedoval o čudovitem svetu, ki ga je videl med poletom s čebelo. Oba sta si želela, da bi ga videla. Frida, ker ga še ni videla, in Frido Bosagen, ker ga je že videl. Čez čas sta se spremenila v plod in potrpežljivo sta čakala na jesenski veter, da jo odpihne v širni svet, prav takšen, kot je narava v filmu Gospodar prstanov. In prav takšen, kot ga je videl Frido Bosagen. A če kdo misli, da je njune zgodbice tukaj konec, se zelo moti. Frido Bosagen je res potrpežljivo čakal na jesen. Toda v vsem tem času je globoko premišljeval in si izdelal pravcati načrt. Le kaj si je izmislil? Pravljico lahko nadaljuješ tudi ti. Prav radovedna sem, kakšno nadaljevanje zgodbe bi si izmislili vi. Zdaj pa hitro, hitro zaprite oči, z mehko dekico se pokrite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, poljubček in sladke sanje. Dober večer, otroci. Čas je za pravljico. Vas zanima, kako je gospod Problem šival hlače? Mene tudi. Gospod Problem je bil v temno oblečen gospod. In ker je bil povrhu vsega še strašansko čemeren in strog, so se ga mnogi bali in izogibali. Zato je tuhtal, kako bi povečal svojo priljubljenost. Morda potrebujem nove in svetlejše hlače, mu je šinilo v glavo. In je kar takoj stopil v gospe Rešitvi, ki je vselej vedela, kako in kaj. Gospa Rešitev je bila navdušena nad njegovo domislico in mu je hitro priskočila na pomoč. Ponudila mu je kroj za hlače, potem pa mu je priskrbela še škarje, pisano platno, nit in šivanko. Zdaj pa poprimi za delo, mu je rekla. In gospod Problem se je lotil šivanja hlač. Gospa Rešitev mu je ves čas gledala pod prste. Tam je bila, ko se je urezal škarjami in se ziglo zbode v prst. Ponudila mu je obliž in naprstnik. In gospod Problem je lahko nadaljeval s šivanjem. Ko mu je delo gladko steklo, si je gospa Rešitev privoščila skodelico čaja. Gospoda Problema pa je medtem prešinilo, da bi h kroju gospe Rešitve dodal še nekaj novih zamisli. In je zašil tudi tisti del hlač, kjer noge gledajo na plan. 300 zajcev je poskočil od presenečenja, ko je končal s šivanjem. Hlač ne morem pomeriti. Gospa Rešitev, ki je bila spet ob njem, ni bila prav nič navdušena nad njegovo neposlušnostjo. Zdaj pa reži in paraj, je zahtevala in mu v roke porinila škarje. In gospodu Problemu ni preostalo drugega, kot da je rezal in paral, kar je predtem šival. Dovolj, 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 ga je opozarjala gospa Rešitev, ko je opazila, s kakšnim navdušenjem se je gospod Problem lotil rezanja in paranja šival. Toda gospod Problem se je na vso moč trudil popraviti, kar je predtem zagrešil.
in je rezal in paral šive, vse dokler se mu ni nit skrila v platno. Potem je spet pomeril hlače. 300 zajcev, se je začudil, ko je namesto hlač pomeril krilo. Gospa Rešitev mu je v roke porinila šivanko in nit. Zdaj pa šivaj, mu je ukazala. Saj ne misliš resno, se je uprl gospod Problem. Najprej sem šival, potem paral, zdaj pa naj spet šivam. Ne, je odločno ugovarjal. In pri tem je ostalo. Tako je gospod Problem namesto hlač oblekel krilo. Gospa Rešitev si zaradi tega res ni belila glave. Raje si je privoščila novo skodelico čaja. Tale reč je zares neudobna, je čez svojo spodletelo domislico godrnjal gospod Problem. Kajti krila se ni in ni mogel navaditi. Pa tudi priljubljenost mu zaradi tega ni narasla. Gospo Rešitev bom prosil za nov nasvet, si je nazadnje rekel in tako je storil. Odslej ti bom na voljo le, če me boš nosil na svojem hrbtu, ga je svojo odločitvijo seznanila gospa Rešitev. Neprestano ti bom gledala pod prste, ali pa me boš zapustila, je bil zgrožen gospod Problem. Res je, mu je odločno pritrdila gospa Rešitev in tako je gospod Problem, karkoli je že počel ali kamorkoli se je odpravil, na svojem hrbtu prenašal gospo Rešitev. In sploh se ni upal pritoževati. Ko se je gospod Problem prikazal v novih, elegantno ukrojenih svetlih hlačah in v imenitni družbi gospe Rešitve, mu je priljubljenost skokovito narasla. Nič več se ga niso izogibali ali se ga bali. Še več, nekega dne so mu celo svetovali, naj gospo Rešitev popelje pred oltar, saj sta bila že dolgo nadvse srečen in priljubljen par. Počil je lonec in pravljice je konec. Ampak, preden vam zaželim lahko noč, naj vam povem, da tale knjigica ima zelo pomembno sporočilo za vse nas. Se vam že svita, o kakšnem sporočilu govorim? No, da vas slišim. Strinjam se, strinjam se, prav imate, tale zgodbica nam na zabaven način sporoča, da za vsak problem obstaja rešitev. Samo poiskati jo moramo. To si velja zapomniti. Zdaj pa hitro zaprite oči, z mehko dekico se pokrite. Jutri pa se spet k meni vrnite. Objem, poljubček in sladke sanje. Dober večer, otroci. Čas je za pravljico. Danes se na potep podamo z Gosco Nosco, ki dobi očala. Ste že kaj radovedni? Tudi jaz. Presneto je izkljunila Gosca Noska, ko je že petič stopila v prazno. Le kako nastanejo vse te luknje pod mojimi nogami? Zadnje čase res ni varno biti v tvoji bližini, je pripomnil Polž. Kaj pa govoriš, je bila presenečena Gosca Noska. Pravim, da me sploh ne vidiš, je rekel Polž. Seveda te vidim, je ugovarjala Gosca Noska. Le nekam razpotegnil si se čez noč, pa te nisem takoj prepoznala. Prav takšen sem, kakor včeraj, je zagotovil Polž. Kakorkoli že, je rekla Gosca Noska. Tale smešna srajca in uhan v ušesu ti zagotovo ne pristajata. Polž jo je debelo pogledal, a preden mu je uspelo odgovoriti, se je oglasil Petelin. Imaš kaj proti moji pojavi? Seveda nič, se je hitro znašla Gosca Noska, ki je Petelina nehote zamenjala za Polža. Petelin je ponosno odkorakal naprej, Polž pa se je zasmejal. Slepa si kot kura. Gosco Nosko so Polževe besede ujezile, a ker se ni hotela prepirati, je raje brez besed odšla. V trgovino, kjer so nanjo čakali vse mogoči priboljški.
2 solatna srčka, lonček sezama in vrečko zelenjavne mešanice, je naročila. Golob Bert jo je začudeno pogledal. Lahko ti ponudim samo znamke, pisemske ovojnice ali dopisnice. Goski Noski je postalo strašansko nerodno, kajti namesto v trgovino je vstopila na pošto. Le kako se je lahko tako zmotila, kar odneslo jo je proti domu, kamor je znala priti tudi v miže. Očala potrebuješ, je skušala dopovedati mama Gos. Nočem očal, se je upirala goska Noska. Z njimi bom videti kot ogromna sova. Kakor hočeš, je ni silila mama Gos. A so kmalu tudi drugi opazili, da ne vidi dobro. Pazi, 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 so jo opozarjali, kadar se je pojavila v njihovi bližini. Niti metulja, ki je letel proti njej, ni pravočasno opazila. Kaj šele čebele, ose ali komarja. Druge goske so jo zato prenehale vabiti, da bi se igrala z njimi. Hočem bolje videti, je nekega dne vsa objokana pritekla domov. Mama Gos jo je odpeljala k gosjemu zdravniku in ta ji je nemudoma predpisal očala. Takšne bi rada, je pokazala na okrogla očala, obrobljena s sončnimi žarki. Ko si jih je nadela, je svet nenadoma zagledala v povsem drugačni luči. Spet je lahko videla petelina, polža, deževnika in celo mravljo, pa metulja, čebelo, oso in komarja. Tudi zamenjevala jih ni več med seboj. Nič več ni stopala v prazno in se spotikala. Od navdušenja, ker se je naenkrat znebila vseh težav, si je začela požvižgavati gosjo himno. Zakaj si pa tako dobre volje? Jo je vprašal polž. Zdaj vidim čisto drugačen svet, je ponosno izkljunila goska Noska. Tedaj je polž opazil, da ima očala. Kakšen pa je ta svet? Ga je zanimalo. Zelo jasen in čist, kot bi bil pravkar pomit, mu je odgovorila goska Noska. Mi jih posodiš za nekaj dni, se je oglasil petelin, ki se je ravno tedaj vrnil s pohajkovanja. Nikakor, je rekla goska Noska, niso narejena po tvoji meri. Petelin pa je še kar vztrajal, pa vsaj za en dan, je sitnaril, kajti njegova nečimrnost mu je dopovedovala, da bo tudi on z očali videti tako imenitno, kot je bila z njimi videti goska Noska. Toda ta ga je zavrnila in se hitro poslovila, saj se ji je mudilo v trgovino. 2 solatna srčka, lonček sezama in vrečko zelenjavne mešanice je naročila. In ko je naročeno dobila, je zavila še na pošto. Eno pisemsko ovojnico, prosim. Ko ji je golob Bert izročil, kar je želela, je pripomnil. Naravnost čudovito si videti. Hvala, tudi ti, se mu je zahvalila goska Noska, ki je morala priznati, da je golob Bert zaradi svoje ustrežljivosti in prijaznosti nekaj posebnega. In tako se je zgodilo. Goska Noska se je hitro privadila, da se njenih ušes držijo očala. Pravzaprav si je bila z njimi tako všeč, da jih sploh ni več odložila. No, le med spanjem jih je snela, da bi izjutraj spet nepoškodovana na nosu čepela. In tako, kot se je v sladek spanec zazibala goska Noska, je čas, da se vanj zazibate tudi vi. Hitro, hitro zaprite oči, z mehko dekico se pokrite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, poljubček in lahko noč. Dober večer, otroci. Čas je za pravljico. Danes vam preberem o petelinu, ki je hotel leteti. Petelin Popi je zdolgočaseno postopal po kmetiji in opazoval, kaj počnejo živali. Kam pa odhajate? Je vprašal raco, ki je svoje račke postavljala v vrsto. Na račjo pečino,
mu je rekla raca. Učile se bodo leteti. Petelinu Popiju se je to zdelo nadvse zanimivo. Z vami grem, se je odločil. In so šli. Na vrhu pečine je mama raca račke podučila, kako morajo leteti. Najprej močno razprite peruti. Nekajkrat zaprhutajte na mestu, da se ogrejete. Nato pa tecite proti robu, dokler vam ne zmanjka tal pod nogami. Ko boste v zraku, nožice skrite pod perje in se prepustite vetru. In kako se spustimo spet na tla, je zanimalo najmanjšo račko. Zmeraj počasneje mahajte s perutmi, je rekla mama raca. Teža vašega telesa vas bo vlekla k tlom. In potem jim je pokazala, kako naj to storijo. Poletela je čez pečino, se dvignila visoko v zrak in se spet spustila na tla. Nič lažjega, je bil navdušen Petelin Popi. To zmore vsak, kdor ima peruti. In jaz jih imam, pa še lepše so kot tvoje, se je postavljal pred raco. Raca ob njegovem šopirjenju ni izgubljala besed. Toda ko je Petelin Popi stopil k pečini, da bi poletel, ga je posvarila. Na tvojem mestu tega ne bi storila, je rekla. Le zakaj? Se je začudil Petelin Popi. Nisem še videla petelina, ki bi poletel višje od strehe kokošnjaka, ga je skušala odvrniti raca. Saj ne bom poletel navzgor, ampak navzdol, je v odgovor zakikirikal Petelin Popi. In je pri priči vzel zalet in se spustil s pečine. Račke so prestrašeno opazovale, kako se je boril z vetrom, višino in svojo težo. In bolj kot je zamahoval s perutmi, bolj ga je obračalo in ga vleklo navzdol. Celo jadrati je poskušal, a še do 10 niso uspele prešteti, ko je leteči petelin z vso silo treščil naravnost med pekoče koprive. Au, iho, je bilo vse, kar so slišale. Zdaj pa mu hitro priletimo na pomoč, je svojim račkam, potem ko jim je razložila, zakaj petelini ne morejo leteti, naročila raca. In račke so druga za drugo varno poletele s pečine. Si še v enem kosu, je zanimalo raco, potem ko je Petelinu Popiju pomagala iz pekoče kopeli. Petelin Popi, ki se je otepal vseh mogočih bolečin, pa ji je jezno zabrusil. Tvoji nasveti o letenju niso samo neuporabni, ampak tudi nadvse nevarni. Prav imaš, mu je pritrdila raca. Uporabni in varni so samo za race, ne pa za peteline. In tako se je zgodilo. Petelin Popi se še do danes ni sprijaznil, da je ptič, ki ne leti. Zato pa mu njegova petelinja domišljavost narekuje, da svoje perje, kljub vsemu, ponosno razkazuje. Počil je lonec in pravljice je konec. Zdaj pa hitro zaprite oči, z mehko dekico se pokrite, mene pa v svoje srčke skrite. Objem, polubček in lahko noč. Dober večer, otroci. Čas je za pravljico. Zanima me, če veste, kaj boste postali, ko odrastete. Nekateri otroci to že natančno veste, drugi pa bi radi še malo raziskovali. Zato vam danes preberem pravljico z naslovom Mogoče bom. Le kaj mogoče bom? Napnite ušeska in prisluhnite. Moja sestra želi postati astronavtka. Le kako je lahko tako prepričana? Trdno verjame v svoje sanje in komaj čaka, da odraste. Kaj pa bi jaz rad postal? Najbolje je, da ugotovim. Mislim, da je v redu, če še malo počakam, raziskujem in odkrivam. Mogoče bom postal zdravnik in bom pomagal bolnim ljudem. Mogoče bom čarovnik, bi radi videli najboljše čarovniške trike. Mogoče bom izdelovalec čolnov in bom vse poletje plul po morju. Mogoče bom mehanik, varilec
ali vodovodar. Mogoče bom sodnik in bom odločal o tem, kaj je prav in kaj ne. Mogoče bom glasbenik. Želite slišati, kako pojem? Mogoče bom pilot in bom letel. Ne morem se še odločiti. Rad bi še malo sanjaril. Morda bom voznik hitrih avtomobilov. Vendar se mi ne mudi tako zelo, da ugotovim, kaj si želim. Vesel bom, ko bo moja sestra nekega dne poletela v vesolje. Jaz pa bom tukaj na zemlji samo ene sanje stran. Zadovoljen bom, da sem, kar sem. Včeraj, danes in jutri. Le kaj boste vi postali, ko odrastete? Že sanjate o tem? Nikamor se vam ne mudi. Razmislite, tako kot naš prijatelj iz pravljice. Koliko je že ura? Hitro, hitro oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, mene pa v svoje srčke skrite. Objem, poljubček in sladke sanje. Dober večer, otroci. Čas je za pravljico. Danes vam preberem tole z naslovom Feri se zlaže. To je Feri. Feri je zelo prijazen zmaj, vendar se včasih zlaže. Kot na primer, ko je našel kovance za 5 pokcev. Je bil navdušen Bober. So to tvoji pokci? Seveda, se je zlagal Feri. Pojdiva po sladkarije. Ali ko je polil mleko? Fazi je to naredil. Ali ko je bil prvi v šoli? Sem priletel, čeprav se je pripeljal z avtobusom. V nedeljo zjutraj se je Feri odpravil na nogometni trening. Na poti na igrišče je žogo brcnil v okno medvedove pekarne in ga razbil. Feri, si morda videl, kdo je razbil okno? Ga je vprašal medved. Ne, se je zlagal Feri. Na nogometnem igrišču se je Feri igral s prijatelji. Potem je trener prekinil igro. Nekdo je razbil okno medvedove pekarne. Ali kaj veste o tem? Je vprašal trener. Ne, so rekli Ferijevi prijatelji. Ne, je rekel Feri. Naslednjega dne lisjačka ni bilo na igrišče. Lisjaček ni prišel na nogometni trening, ker je razbil okno in ker tega ni upal povedati, je trenerju prišepnil Feri. Feri se je zaradi izrečene laži vse popoldne počutil slabo. Je vse v redu s tabo? Ga je vprašal Bober. V redu sem, se je zlagal Feri. Pri večerji je imel Feri čuden občutek v trebuhu. Ni mogel jesti. Ali se slabo počutiš, Feri? Ga je vprašala mama. V redu sem, je nejevoljno odgovoril Feri. Naslednjega dne sta Feri in Bober v parku srečala lisjačka. Videti je bil zelo žalosten. Nisem brcnil žoge v okno, je rekel. Res ne, prisežem. Neprijeten občutek v Ferijevem trebuhu se je povečal. Počutil se je, kot bi imel v njem nekaj težkega. V nedeljo se je Feri na nogometnem igrišču počutil zelo slabo. Tako zelo, da ni mogel igrati. Počakal je, da so vsi odšli domov, potem pa je stopil k trenerju. Jaz sem razbil okno. Trener se je pošteno razjezil. Feri se je zlagal in dovolil, da so okrivili lisjačka. Priznanje je samo prvi korak, s katerim bo popravil krivico. Da bi se oddolžil za razbito okno, je Feri medvedu vsak dan pomagal v pekarni. Trener se je odločil, da Feri ves preostanek poletja ne sme igrati nogometa. Dragi lisjaček, zelo mi je žal, da sem te spravil v težave in nisem povedal, da sem bil jaz. Si odličen nogometaš. Oprosti, ker nisem bil dober prijatelj. Upam, da se boš kmalu počutil bolje. Z ljubeznijo, Feri. In imel je dovolj časa, da se je domislil, kako bo najbolje pokazal, da mu je zares žal.
Feri se še vedno rad zlaže, ampak zdaj vsem pove, kdaj bo to storil, kajti svoje izmišljene besede spreminja v čudovite zgodbe. Le kaj nam zgodba sporoča? Sporoča nam, da izrečene laži seboj velikokrat prinašajo nezaželene posledice, s katerimi se je treba slej ko prej soočiti. In prav s pomočjo te pravljice nam je želel avtor pokazati, da je treba prevzemati odgovornost za lastna ravnanja. Iskrenost, otroci, je vedno edina in prava pot. Zdaj pa hitro, hitro oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, poljubček in lahko noč. Dober večer, otroci. Čas je za pravljico. Danes vam preberem tole z naslovom Danes je dan za... Le zakaj vse je primeren današnji dan? Napnite ušeska in prisluhnite. Danes je dan za dolge sprehode in opazovanje oblakov smešnih oblik. Danes je dan za oblačno nebo in dežne kaplje, ki osrečujejo travo. Srečen pa sem tudi jaz, saj sem sam sebi dovolj. Danes je dan za preživljanje časa samim seboj, štetje zvezd in kovanje tisočerih želja. Danes je dan, da se opomnim, koliko ljubezni nosim v svojem srcu. Danes je dan za pitje čaja. Danes je dan, da izrečem prijazno besedo nekomu, ki je potrt. To, kar si globoko v svojem srcu, bo vedno dovolj dobro. Danes je dan za obujanje spominov, ki me opomnijo, kaj vse mi je že uspelo doseči. Danes je dan za druženje s prijatelji. Prijatelji nam pomagajo razumeti, da so lahko sprejete tudi naše slabosti. Danes je dan za mesto. Zakaj je toliko ljudi videti nesrečnih? Sprašujem se, če bi bili srečnejši, če bi sprejemali svoje dobre in slabe strani. Danes je dan za ležanje na travniku. Cvetlice se nikoli ne ukvarjajo s tem, če se bodo sčasoma upognile ali če bodo dobile dovolj sonca. Cvetlice vedo, da so vredne. Danes je dan za žalost. Ni čisto vsak dan za radost. Čeprav imam za sabo težek dan, vem, da tudi taki dnevi minejo. Danes je dan za razmišljanje o jutrišnjem dnevu. Prav nič me ne skrbi, saj zaupam vase in verjamem, da bo vse v redu. Veste, otroci, danes je lahko dan za štetje dežnih kapelj ali dolg sprehod. Danes je lahko dan za nove želje, prijatelje ali druge dejavnosti. A vsak dan je lahko toliko boljši, če verjameš, da si najboljša različica sebe. S to pravljico nas je avtorica želela spomniti, da smo sami sebi dovolj, z vsemi svojimi prednostmi in slabostmi. Zdaj pa hitro, hitro spat. Okice zaprite, z mehko dekico se pokrite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, poljubček in sladke sanje. Dober večer, otroci. Čas je za pravljico. Danes vam preberem tole z naslovom Gora. Napnite ušeska, udobno se namestite in prisluhnite. Gora je gozd, poln dreves in zelenih reči, je rekel medved. Sploh ne, kaj ti pade na misel? Gora je travnik, na katerem rastejo cvetlice in zelišča, kjer vse naokrog diši in se sliši brenčanje čebel, je rekla ovca. Sploh ne razumeta, se je oglasila hobotnica. Gora je mokra in obkrožena z vodo, polna je rib in čudovitih barv. Nikakor, kaj je narobe z vami?
goro smo zgradile same. Temna je in polna prsti, v njej pa je kot v labirintu, je rekla mravlja. Ne, gora je strma, polna kamenja in skal, je ves pretresen, rekel Gams. Ti in tvoje nore ideje, gora je bela in mrzla, je rekel zajec. Živali so jezno zmajevale z glavami. Motite se, so kričale druga na drugo. Ampak katera izmed njih je imela prav? Dovolj, ne morem več prenašati vašega kričanja, je rekla ptica. Kdo izmed vas je sploh že bil na vrhu gore? Vsi so pri priči utihnili. Ali si upam, se je spraševala vsaka žival zase. Seveda, vsem pokažem, da imam jaz prav. Navdušeno so se lotile priprav. Radovedne, drzne, prestrašene, pogumne, gibčne in živahne živali so se odpravile na pot. Ko so dosegle vrh, so bile zelo presenečene. Vse je bilo videti precej drugače. Ni bilo, kot so pričakovale. Videle so gozd, travnik, vodo in prst, skale in sneg, dokoder seže oko. Sedele so v tišini in občudovale, kar so videle. Od tu je bilo vse videti tako majhno. Pravzaprav smo imeli vsi prav. Res je, čisto vsak je imel prav po svoje. Veste, tale zgodba vam želi pokazati, da lahko isto stvar vsakdo vidi z drugačnimi očmi. Tudi ko so mnenja različna, se lahko v vsakem izmed njih skriva zrno resnice. Zato zberimo pogum in prisluhnimo ostalim tudi takrat, ko se z njimi ne strinjamo. Dogovorjeno, otroci? Dogovorjeno. Zdaj pa hitro, hitro oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, poljubček in sladke sanje. Dober večer, otroci. Čas je za pravljico. Danes vam preberem tole z naslovom Katera zadnjica je mamina? A gremo ugotavljati skupaj? No, pa pejmo. V prostrani savani na žgoči poletni vročini živijo zebre. Žigi žveči travo za zajtrk, kosilo in večerjo. Je najboljši v iskanju, trganju in žvečenju vsega, kar se da pojesti. Včasih je v njihovi čredi prava gneča. Toliko črno-belih črt. Težko se je znajti med vsemi. Žigi ve, kakšen je vzorec črt na mamini zadnjici, zato se mu ni treba bati, da se bo izgubil. Potem pa je nekega dne, ko je iskal nekaj za podzob, zagledal prečudovit šop trave. Ta trava je videti tako sladka in sočna, si je rekel in ugriznil. Toda na svojo grozo je ugriznil v rep zebre, ki je začela glasno kričati. Bežite, bežite, bežite! Lev me je ugriznil, avč! Ne, jaz sem jo ugriznil, je ves obupan skušal pojasniti Žigi. Toda zebre so se prestrašile in se pognale v dir. Ne da bi hotel, je Žigi povzročil strašanski stampedo. Zebre so se pognale v dir, flamingi so vzleteli, opice so se pognale na drevo, povodni konji so bežali, jastrebi so vreščali in surikate so cvilile na vso moč. Žigi je žalosten ugotovil, da je ostal sam. Zaradi mene so se vsi razbežali. Moram poiskati svojo čredo, moram najti svojo družino in svoj dom. Ni varno biti sam in nočem biti sam. Potem je pomislil, dokler poznam vzorec črt na mamini zadnjici, bom našel tudi pot domov. Najprej je naletel na veliko in kosmato zadnjico.
ki je pripadala strah zbujajočemu levu. Si morda videl čredo zeber? Ga je vprašal Žigi. Ne, toda če jo najdeš, mi sporoči, je zarenčal lev. Potem je ob reki zagledal ogromno in gladko zadnjico, ki je pripadala povodnemu konju. Je morda moja družina prečkala reko? Je vprašal Žigi. Ne, preveč sem zaposlen, da bi koga opazil, je rekel povodni konj in ga poškropil z vodo. Potem je zagledal suho in visoko zadnjico, ki je pripadala žirafi, ki se je stegovala za listjem. Zadnjica njegove mame ni bila takšna. S tako velike višine si zagotovo videla mojo družino, je rekel Žigi. Ničesar nisem videla, dragi fant, je rekla žirafa. Zdaj pa poskusi to listje. Žigi je pri iskanju svoje družine srečeval različne zadnjice. Vse povsod samo napačne zadnjice. To me spravlja ob pamet. Zadnjice z madeži, zadnjice z luskami, navadne in pernate zadnjice ter zadnjice, ki ne letijo. Zadnjice, ki skačejo, zadnjice z bradavicami in zadnjice s pikami, renčeče in tuleče zadnjice, pa zadnjice zavezane v vozle. Žigija je zaskrbelo. Preveč vrst zadnjic. Zadnjica, ki jo iščem, ima veliko, res veliko črt. Žigi se je pomešal med čredo, da bi našel pravo zadnjico. Videl je zaposlene zadnjice in zadnjice, ki se dogovarjajo, ter hitro premikajoče se zadnjice. Potem mu je od lakote zakrulilo v trebuhu. Opazil je zaplato trave, ki se mu je zdela sočna in slastna. Kje pa si bil, Žigi? Povsod sem te iskala. Mama, našla si me. Bil sem na poti domov, prisežem. Znašel sem se sredi zmede, ko so vsi bežali. Čreda je bila daleč stran. No, zdaj si na varnem. Spraševala sem se že, kje bi lahko bil, ampak sem nekako slutila, da ne moreš biti daleč. No, zdaj pa je čas za kosilo. Konec dober, vse dobro pravijo. Tale zgodbica danes nam je pomagala priti do spoznanja, da je pomembno, da se uspemo znajti v različnih situacijah in da se v težavah ne zanašamo zgolj na druge, ampak predvsem nase in svoje zmogljivosti. In s to mislijo vas bom danes pospremila spat. Zato hitro oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, poljubček in lahko noč.